Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lirisorom, znova nova tema. Tokrat pa je prva izmed oddaj, ki se bodo imenovali nekako takole. Spremeni svoj mindset, spremeni svoj life. Spremeni svoj teden, izboljšaj svoj life. In prva oddaja bo spremeni svoj vsakdan, izboljšaj svoj life. In jaz verjamem, da marsikaj, kar bomo danes povedali, vi že poznate, jaz verjamem, da mnogo od tega tudi že počnete. Po drugi strani pa je to lahko en tak majhen reminder, majhen opomnik, mogoče pa tudi nekaj dobrih novih idej, za vse tiste majhne, trenutke v dnevu, ki včasih zbrzijo mimo nas in v katerih si lahko pričaramo malo več lepote, malo več pravličnosti in pa predvsem malo več stika sami s seboj. Prav govorimo o tistih nekih drobnih sladkorčkih, ki si jih sami sebi podarimo in s tem malo začinimo svoj vsakdan. In ali ni life, dragi moji, pravzaprav vsak dan? Vsakdanjik. Tisto, ko gremo v službo, pa domov, pa v štacuno, pa po opravkih, pa same old. In kaj ni življenje, pravzaprav ta trenutek. To tako zelo radi poudarjamo in ponavljamo in včasih ne vem, če se tega ravno zavedamo. Kot rečeno, verjamem, da marsikaj, kar se bomo danes pogovarjali, že poznate, že počnete, mogoče ste počeli, pa ste malo pozabili, morda pa bo kakšna zanimiva nova ideja. Enako bom zelo vesela tudi vaših podobnih idej, se pravi, javite se v komentarjih, javite se mi po mailu, dajmo med sabo deliti neke dobre, nove navade, ki lahko zelo dvignejo kvaliteto našega življenja, našega vsakdanika, našega trenutka, ne nazadnje, naše dobre volje in tako naprej. Če tole spremljate na YouTubeu, na moji spletni strani je poseben prispevek namenjen točno tej oddaji, kjer bodo tudi določene stvari zraven napisane, prepisane, bodo tudi izvlečki, povezavi tudi kam drugam. Tole na YouTubeu se mi zdi zelo omejeno, da se sicer veliko napisati, ampak se veste, jaz sem punčka, jaz rabam imeti zraven slikice, lepe barvice in tako naprej. Pogledali bomo pa, kako se posvetiti srcu, kako se posvetiti umu, kako se posvetiti telesu, zraven bo še mogoče kakšen dodaten napotek in pa posvetili se bomo zjutraj, jutranjemu času, tekom dneva in potem popoldne času, ko pridemo domov in zvečer času, preden gremo spat. Pa kar začnimo, a ne? Ja, to, kar bom zdaj povedala, ni prav nič novega za tiste, ki me že nekaj časa spremljate in veste, da jaz to zelo rada poudarjam in ponavljam in upam, da se nas zdaj tudi kaj prime, čeprav tudi meni vedno ne uspe, bom kar priznala, ampak ni dan lepši, če se zjutraj zbudimo in najprej sami sebi dobro jutro zaželimo. A nekaj smo nafrišni zaljubljeni, pa se zraven nas prebudimo, zraven osebe, ki jo imamo tako zelo radi in smo komaj dočakali, da smo se zbudili, da smo znova skupaj in se stisnemo zraven in se polupčkamo in si rečemo dobro jutro in se vprašamo, kako si spal, spala in tako naprej. A ne bi bilo lepo, če bi podobno sami sebe objeli v svojem srčku, v svojem umu, tudi če se uvijete rokice okrog sebe in si poveste dobro jutro, kako si? Rad te imam, rada te imam in si nekaj lepega zaželite že takoj zjutraj. Je povsem nekaj drugega, kot če je prva misel, moj bog, spet že zvoli podirka, a ne? Je sicer res, da sem trtja nam to ne uspe, je sicer res, da sem trtja mogoče tudi zaspimo, je sicer res, da marsikaj se lahko zgodi, da nas pri tem zmoti, ampak to se meni zdi ena taka resnično kvalitetna, ljubeča navada, ki našo miselnost in nas jutranji stav takoj naravna malo bolj v pozitivni energiji. Se pravi, to je tisto, kar se mi zdi, da naš srček zjutraj rabi, nekaj toplega, nekaj lepega, podobno pa tudi naš um. Tudi naš um potrebuje kvalitetne in dobre informacije, kvalitetno hrano. Se pravi, če si vzamete 5-10 minut časa zjutraj, da pogledate nekaj, kar je resnično hranljivega za vaš um, hranljivega za vaš duh. Se pravi, za nekoga bo to mogoče kratka meditacija, za nekoga bo to mogoče kakšna afirmacija, za nekoga drugega bo to, ne vem, posnetek na YouTubeu. Gora materijala je na YouTubeu, ko lahko vendarle medtem, ko si umivate zobe, poslušate nekaj inspirativnega. Za nekoga bo to 5-10 minut, ki si jih bo vzel za to, da bo odprl kakšno dobro knjigo, prebral stran ali dva. Taka sem tudi jaz. So knjige, ki so mene tako zelo fascinirale, da sem pa sposobna ostajati ob 3-4 zjutraj, da preden se parker celega dneva sem pričel, sem je že nekaj prebrala, nekaj informacij že absorbirala in šla popolnoma drugačna v nov dan. Telo, absolutno je pomembno zjutraj, da se dobro pretegnemo, da telo prebudimo, da malo spodbudimo energijo po našem telesu. Sama imam zelo rada masažo stopal
Lahko si kupite teniško žogco, jaz običajno kradem skokice mojim mačkom in ugotavljam, da ko govorimo recimo o področju okoli pavca, kjer ženske imamo, a ne ponovadi to malo zategnjeno zaradi visokih pet, pride to mnogo bolj do izraza, se pravi mehne ali malo večje skokice, date jo na tla in samo rolate in boste videli, kako zelo vam splahnejo zjutraj noge in kako zelo se energija po telesu prebudi. Preden spijemo prvo kavo, dajmo se potruditi spiti prvo limonado ali vsaj kozarec vode. Naj ne bo prvo zjutraj zeleni čaj ali kava ali še kaj bolj agresivnega za naš želodček. Sami dobro vemo, kako zelo zdrava je limona. Vem, da včasih nam je to odveč stiskati na vse zgodaj zjutraj, ampak jaz mislim, da tista ena limonca nam pač resnično ne bomo preč prišli, no? Tako bom rekla. Se pravi, zjutraj se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne hitimo. Kljub temu, da morda smo šli zadnji moment spat, kljub temu, da smo mogoče spali le nekaj ur, kljub temu, da smo mogoče spali zelo slabo, se mi zdi zelo pomembno in zelo, zelo ključnega pomena za dan pred nami, da se nam zjutraj nikoli, nikamor, nikakor ne mudi. Se pravi, da si prištimamo tisto budilko, tisti jutranji čas, ko ostanemo vsaj 15 minut prej, kot bi bila tista varianta, da zdirkamo skozi vrata, in si vzamemo te minute zase. Se pravi, da načrtujemo ta čas že zjutraj in da je to čas, ki ga posvetimo sebi, da se zavedamo, da smo pomembni in da je to čas, ki je posvečen nam, našemu srčku, našemu umu, našemu telesu, našemu dnevu pravzaprav, naši energiji. Se pravi, zjutraj, če tako nekako bolj umirjeno pričnemo stvari in poskrbimo tako za svoje srce, spirit, telo, gremo v dan mnogo bolj umirjeni, gremo v dan z mnogo drugačnim nekim mindsetom. In če sem prej rekla, spremeni svoj mindset, spremeni svoj life, tam bomo govorili o različnih stvarih, kako si lahko z drobnimi triki pomagamo pri tem, da presekamo negativno energijo. In velikokrat gre samo za to, da stvari dojemamo malo drugače, se pravi, kar dajmo en trik zdajle podeliti, čeprav še ni ta oddaja na vrsti. Ko ugotovimo, da je pred nami nek problem, dajmo ga prestrukturirati in mu dati, bom rekla, status hitrostne ovire. Ko naletimo na hitrostno oviro, kaj to pomeni? Pomeni, da gremo bolj počasi. Se pravi, ko naletimo na ležečega policaja, mi vemo, da bomo vseeno prišli do konca ulice. Mi vemo, da bomo prišli do svojega cilja, samo ne bomo prišli tako hitro, kot bi prišli sicer. Se pravi, ko se zaletimo v nek problem, v nek izziv, ko dejansko mogoče je gužva na cesti, ko pred nami nekdo tako vozi, da bi ga kar zblatili, čeprav smo že meditirali, pa blagoslavljali svet, pa afirmirali, pa smo bili zelo zenovsko razpoloženi, se nam kar nekako sproži morilski instinkt, to vidim velikokrat na cesti. Se pravi, ne glede na to, kaj tekom dneva se nam zgodi, če damo mi predznak, to je le hitrostna ovira, ki mi bo sicer mogoče požrla nekaj živcev, se mi bo nekako urnik sesul, spremenil in tako naprej, ni pa konec sveta. Se pravi, zelo pomembno je, da tudi tekom dneva ohranjamo nekako to mirnost, da se ustavimo, da zadihamo in če znova rečemo tekom dneva, naše srce. Ko vidite sebe v odsevu v izložbi, v oknu, morda v ogledalu, ko greste na stranišče, zakaj si ne bi nekaj lepega povedali? Zakaj ne bi tisto drobno sekundico ukradli zase in si znova nekaj lepega povedali, tako kot smo rekli, dobro jutro, rad te imam in tako naprej. Zakaj se ne bi pohvalili, tale majica ti dobro stoji, tale barva ti pristoji, v temu pa dobro zgledaš, ali pa danes imaš dobro frizuro, kako imaš danes fajn make-up. Ne glede na to, kako zelo smo mogoče nezadovoljni s svojim izgledom, ne glede na to, da mogoče imamo čop in neke najbolj zmahane Japanke na sebi, vedno lahko na sebi najdemo nekaj na svojem fizičnem telesu, kar lahko pohvalimo. In to je posledična hrana za naš srček. Podobno velja za Tekom dneva je ogromno, s tem rečem, praznih minut. Stojimo v vrsti v trgovini, recimo, stojimo na cesti, čakamo na avtobus, čakamo na lift, gremo na WC. Ogromno je nekih takih trenutkov, minutk v dnevu, ko pač čakamo. In namesto, da brskamo po telefonu in gledamo, kaj kdo na Instagramu objavil, pa kaj se zdaj dogaja na Facebooku, pa kje kdo komu kaj rekel in tako naprej, kaj če bi se tistih nekaj drobnih sekund, če že ne gre minut, znova utrgali zase. In bi posegli po nečem kvalitetnem in bi si povedali nekaj dobrega. Če nič drugega, si povejte nekaj lepih, kvalitetnih, močnih afirmacij. Se pravi, če nič drugega, mogoče uporabite ta trenutek časa, zato da si poveste nekaj
spodbujajočega, nekaj bodrilnega in nekaj afirmacij bom pripravila kar zdajle. Tole je le nekaj primerov afirmacij, ki jih lahko uporabite kadarkoli, kjerkoli, predvsem pa v tistih trenutkih, ko je mogoče malo lažje si dovoliti, da nas nekaj znervira in pasti mogoče v nižje vibracije, v nižje misli, v to, da malo bentimo in tako naprej. Tekom dneva je zelo pomembno tudi, da dihamo. Tekom dneva je pomembno, da se posvetimo svojemu telesu. Se pravi, če tekom dneva smo rekli, da bomo poskrbeli za svoje srce, tako da si bomo povedali, da se imamo radi, svoj z afirmacijami oziroma s kvalitetno hrano, naše telo pa potrebuje dih, potrebuje sproščen dih in potrebuje tudi to, da se na 45 minut raztegnemo, se pravi, večinoma sedimo, je tako? Res je. Se pravi, na 45 minut naša hrbtenica potrebuje en orenk razteg, zato tudi je šolska ura 45 minut dolga. Se pravi, ne glede na to, ali ste v službi ali doma uživate in gledate film, doma, če boste seveda na kavču, se boste lahko mogoče malo bolj po domače raztegnili, v službi pa mogoče le poskusite na 45 minut ali vsako uro popraviti svojo držo in če se le da vstati in fajn raztegniti svoje telo, narediti kakšen priklon. Vem, da se to vedno ne da, sploh če nismo sami v pisarni, ampak je taka lepa navada, za katero vam bo vaša hrbtenica, vaše telo zelo, zelo hvaležna. In potem še ena navada, za katero nam bo po moje naše telo, srce in hvaležno, pa ko pridemo domov. Se pravi, ne glede na to, ali smo bili v službi, ali smo šli po opravkih, ali hodimo še v šolo, ali imamo takšne in drugačne obveznosti. Se pravi, ko pridemo domov, prihajamo v neko drugo sfero. Se pravi, prihajamo iz nekje domov. Velikokrat pa pravijo, da domov iz službe prinesemo slabo voljo, prirobentimo, odpremo vrata in komi čakamo, da se začnemo odreti, kaj vse je bilo narobe. Taka recimo je bila moja mama. Torej, dajte vsak pri sebi si narediti en ritualček prihoda domov. Ne, da pridemo domov, pa da se znesemo nad domačimi, ne, da pridemo domov, pa šele potem tam butne naša slaba volja, ali pa tudi sicer pridemo domov in kar nekako se mi zdi, da ne znamo se posvetiti temu, da smo doma. Zdaj, zelo, zelo fajn zadeva je, da ko gremo od doma, ko zaklepamo vrata, recimo povemo sledečo afirmacijo oziroma mantro. V moj dom vstopata samo ljubezen in luč. To je boljša zaščita kot katerakoli sol, urok, metle in ne vem, kaj še vse se daje pod predpražnik, za vrata, pred vrata, ob vrata, nad vrata in tako naprej. Torej, ne glede na to, mogoče imate tisti čudovit moder uč, ki se ga da kupiti v Turčiji v 1001 obliki, ne glede na to, kaj vse mogoče imate na vratih, na kljuki, na obesku in tako naprej. Ena izmed zelo, zelo močnih metod zaščite našega doma pravzaprav je to, da ne dopuščamo sploh nekako koncepta teme. Se pravi, v moj dom vstopata samo ljubezen in luč. In opazili boste tudi, ko boste to nekaj časa izvajali, da v vaš dom več ne stopajo ljudje, ki so zelo, zelo negativni, ki so morda žleht, in da ti ljudje se v vašem domu mogoče več ne počutijo dobro. Vsi imamo sem ter tja obiske, ki tudi nekako pridejo sebe, samo z lufta, da po domače povedamo. In velikokrat, ko pridemo domov, če rečemo isto afirmacijo, ko odklepamo, v svoj dom vstopam z ljubeznijo in lučjo, z radostjo, z veseljem, bomo že v tem aktu stopanja skozi vrata energijo spremenili. Ja, ne bo šlo vsakič, to je res. Ne bo šlo sprva, tudi to je res. Ampak, veste, kaj vam bom jaz rekla? Jaz sem zelo rada knjigo Skrivnosti milijonarjevega uma, v kateri avtor enkrat vmes reče, ko razlaga tapkanje, vam se to mogoče zdi zelo neumno, ampak jaz imam denar in predvidevam, da vi, ki berete to knjigo, je nimate, tako da mogoče imam jaz malo bolj prav. Ne vem, če je glih rekel, jaz imam malo bolj prav, ampak nekako v tem smislu.
Nič vas ne stane poskusiti, če tudi se vam to zdi mogoče malo prismuknjeno. Se mi pa zdi zelo pomembno, da ko pridemo domov, da presekamo to energijo, da pač ko prideš domov, ne se vsi vidimo slike na Facebooku, ko ženska pride domov, najprej kar naredi to, da flikne dol visoke pete in modrc. Se pravi, kaj je tisto, kar boste fliknili dol, ko boste prišli domov. Idealno bi bilo, če bi imeli vsaj 10-15 minut časa za neko telovadbo, za ples, za gibanje, zato da pač prešekate svoje telo, zato da naredite nekaj lepega, mogoče celo, da si vzamete 10-15 minut za meditacijo, se pravi, da se posvetite tudi svojemu umu, da naredite nekaj, da sebe umirite. Za nekoga je lahko ta meditacija tudi to, da pride domov, si skuha kavico in si vzame 10 minut zase. V tem primeru nimam nič proti, če brskate po socialnih omrežjih in berete največje bedarije, kajti včasih tudi to potrebujemo. Se pravi, da pridemo domov in da si povemo nekaj lepega, se pravi, za srce smo poskrbeli s tem, ko smo rekli, stopam v svoj dom z ljubeznijo in lučjo, za telo smo poskrbeli tako, da se bomo pač vzeli nekaj minut ali za telovadbo, ali za ples, ali za neko gibanje, ali za to, da se bomo preoblekli, za naš bomo poskrbeli tako, da si bomo vzeli nekaj časa ali za meditacijo, ali mogoče za to, da si bomo resnično skuhali kavico, vzeli nekaj minut za to, da bomo sprostili mozak na pašu, kot rečejo. In da se damo v nek ta mood, da zdaj smo doma. Ne pa, da prideš domov, pa najprej gledaš, kje treba posodo pomiti, pa kosil skuhati, pa to pa un. 10 minut dalj bi mogoče lahko stali tudi v gužvi na cesti. A veste, tek 10 minut v resnici ni konec sveta, če si jih vzamete zase, je pa vaš dan lahko zelo drugačen, če si jih ne. In ko se bomo navadili delati ta nek ritualček in ko bomo dodali nekaj tega, kar je pristnega nam samim, za nekoga je to mogoče prideš domov, pa imaš kužka, pa ga pelješ na sprehod, se bo tudi ta naš naše telo, naše srce, ta celoten koncept pričel odvijati sam od sebe. Tako kot pravijo pri jogi in avtogenem treningu, zelo pomembno je, da ohranjamo te navade, kajti potem nam kar ta nek kliker začne sam delovati. Pred spanjem, se pravi zvečer, kako si bomo vzeli čas zase zvečer? Ja, no, navajeni smo zvečer gledati filme, ki so vse prej kot miroljubni zadnje cajte, vse nekaj eksplodira, se strelja, veliko nasilja gledamo, preden gremo spat, velikokrat tudi mogoče ne jemo tako, kot je treba, preden gremo spat. Jaz tukaj zdaj ne bom pametovala, da ne filme gledati, pa ne jest, pa ne to, pa ne uno, ampak bom rekla, če si vzamemo, če ostanemo pri teh 10-15 minutah, o katerih govorimo v vsej tej oddaji. Rekli smo kratko, a sladko. Torej, srce. Srce bo tokrat na zadnjem mestu. Na prvem mestu bo tokrat telo. Se pravi, idealno je, če lahko naredite nekaj jogijskih vaj, se pravi, da se res raztegnete, da sprostite ramena, sprostite hrbet, sprostite noge po dolgem dnevu. Znova, tista žogica, ki sem jo omenjala zjutraj, je tudi zvečer nekaj fenomenalnega. Ko imamo noge zatečene, ko nas boli, tudi ko pridemo domov, recimo, lahko jih imate, pardonnez, s'il vous plaît, lahko si jih naštimate v kopalnici poleg WC školjke, ko pridete domov in se usedete, medtem lahko malo pomasirate nogice. Idealno bi bilo, če bi mogoče s temi rokavicami, ki so za peeling, naredili hitre krožne gibe po svojem telesu in tako pospešili cirkulacijo. To velja za zjutraj in za zvečer. Se pravi, veliko teh stvari, ki jih sicer običajno povezujemo z jutranjim časom, ko nekako menimo, da moramo telo prebuditi, velja tudi za zvečer. Se pravi, vzemite si čas, naučite si nekaj jogijskih vaj, ki so takšne, da nas zemljijo. Tudi če ne, že samo to, da se res raztegnemo, da res odpremo prsni koš, da raztegnemo hrbtenico, da raztegnemo roke, noge, da se malo pomasiramo, je ogromno. Zelo, zelo pomembno je, da zvečer pijemo vsaj recimo 2 decilitra vode, preden gremo spat. Statistike kažejo, da večina srčnih kapij, infarktov in tovrstnih zadev se dogaja proti jutru, ker smo preprosto dehidrirani. Mi pa razmišljamo tako, zdaj grem spat, pa nočem biti ponoči na WC, pa me bo to motil, pa me bo lulat, pa tako naprej. Medtem ko je daleč najbolj zdravo imeti kozarec vode poleg naše postelje, se pravi, ne zvečer nekega alkohola, tako kot vidimo v ameriških filmih, ne zvečer neke težke masne hrane, vsekakor pa ne glede na to, tudi če smo se totalno prekršili, če smo imeli večer totalno nezdrav, vsaj ta 2 deci vode popijte, preden greste spat in tako poskrbite za svoje telo, vsaj malo.
Kaj gledamo zvečer? Poročila, nasilne filme in tako naprej. Dajte prosim, preden greste spat, svoj umiriti in nahraniti znova z nečim kvalitetnim. Za nekoga bo to znova mogoče 10 minut branja neke dobre knjige, se pravi, ne nekih detektivskih romanov, nekih spletk in tako naprej, ampak neke kvalitetne knjige. Mogoče boste na YouTubeu znova našli nek kratek posnetek, ki bo zelo inspirativen, ki vam bo dal zamisliti, ki vas bo nekako inspiriral, navdihnil, mogoče potolažil. V najslabšem primeru 10 minut umirjene glasbe, zvok narave, karkoli takega, da vaš umiri in da ga da ven iz vsega tistega brenčanja celotnega dneva, kaj šele tega, kar običajno po televiziji zvečer gledamo. In smo rekli čisto na koncu, naš srček, se pravi, preden zaspimo, si še enkrat povejmo, da se imamo radi in si povejmo, zakaj smo v danem dnevu bili hvaležni. Se pravi, ta hvaležnost je tista, ki je najbolj pomembna, da z njo zaključimo dan v našem srcu in da najdemo vsaj 3, 6, 10 ful stvari, za kar smo hvaležni. In hvaležni smo lahko za marsikaj. Dragi moji, jaz verjamem, da čisto vsi, ki so v Gazi, bi bili hvaležni za vaše življenje, za vaš največji problem v lifeu, ki ga imate, bi imeli tisti, ki jim švigajo bombe nad glavo v tem trenutku in tisti, ki jih ni več med nami, hvaležni. Top bi se jim to zdelo, kar je nam mogoče pa nek ful problem, pa ful izziv. Se pravi, pomembno je, da znamo sami zamenjati perspektivo, ne glede na to, da nam ne uspe vedno, ne glede na to, da se nam lahko zdi, da se nam dogaja krivica, ne glede na to, da smo mogoče znervirani, preutrujeni, da nam je enostavno vsega preveč. Vseeno, zvečer najdite nekaj, za kar ste hvaležni in verjemite mi, tudi mi smo imeli poplave, da to, da imamo streho nad glavo, da smo na suhem, da smo na toplem, da smo, mogoče bi bilo zdaj bolj primerno reči, na hladnem, glede na temperature zunaj, ker je poletje, da smo na varnem, da smo imeli hrano na krožniku, čeprav mogoče ni bila najbolj prestižna, da imamo obleke na sebi in tako naprej. Bodimo hvaležni. Mogoče se to zdi zelo zlajnano, pa zelo skregano z realnostjo, ampak je tako. Vse to, kar imamo, se lahko v trenutku razblini. Dajmo se zavedati, da vseeno, kljub vsem izzivom, kljub vsem razočaranjem, kljub vsem izgubam, kljub vsemu slabemu, je še vedno veliko tega, za kar smo lahko hvaležni. In če bomo dan zaključili s našim fokusom v ljubezni, v hvaležnosti, vam garantiram, da bo kvaliteta vašega spanja popolnoma drugačna, kot če boste dan zaključili objokani, v stiski, v tem, da boste vedno znova premlevali, kaj je narobe, kajti s tem pravzaprav afirmirate problem. Vse je afirmacija, vse je misel, vse je energija. Se pravi, tudi ko meni nekaj skrbi, kar je logično, ker sem človek, ker imamo vsi izzive, s tem to hranim. Se pravi, ko se boste odločili, da se boste ukvarjali s tem, da mogoče ta mesec je težko plačati položnice, tole se je pokvarilo, unle ni šlo, ljubezen mojega življenja me ne mara in tako naprej, ne glede na to, kaj je narobe, dajte se s tem ukvarjati čez dan. Večer naj bo rezerviran za nekaj lepega, pa če je vse v vašem življenju v razturu, če je vse v razsulu, če je vse slabo, naj bo pa večer lep. Se pravi, za nekoga bo to mogoče celo ritualček, ko si bo prižgal lučko, svečko, dišečo palčko in si bo vzel resnično malo bolj romantičen čas sam zase, preden bo šel spat. Mogoče smo punce malo bolj nagnjene k temu, ampak ni lepše, če ste sami ali v dvoje ali v troje, če imate polno hišo otrok, pa še taščo zraven, pa mogoče glasne in zvedave sosede. A ni lepše, če dan zaključite na nek umirjen, lep način in če se vam vaši domači pri tem smejijo, pa kaj pol, dajte na mir, pa kaj pol. Jaz mislim, da je marsikaj odvisno pač od tega, kako mi doživljamo, s kakšno energijo se mi nečesa lotevamo. In jaz verjamem, da marsikaj, kar počnemo mi, je nekomu smešno, marsikaj, kar počne nekdo drug, je mogoče nam nesmiselno, ampak na koncu dneva je dan vaš.
In vsak trenutek v dnevu je vaš. In vi ste vi in prav je, da sledite sebi. Prav je, da živite sebe, se pravi, ne glede na to, ali zdaj govorimo o jutru, o večeru, o katerem koli trenutku v dnevu. Bodite osredotočeni na svoje srce, bodite osredotočeni na to, da imate sebe radi, da sebe pohvalite, sebe objamete, sebe spodbujate. Bodite osredotočeni na svoj s čim ga hranite, s čim ga v resnici hranite. Običajno, veste, toliko negative, toliko ne, pa čenč. Pa socialno mreže so sploh, bom rekla, bazen sovražnega govora in kritik in tako naprej. Norčevanja in nekih nizkih energij, s čim v resnici hranite Kajti, jaz vedno pravim, če mi rečemo sebi zjutraj, rad se imam, lepa sem, potem pa gremo v dan in si govorimo štorazce, počasen si, to si narobe naredila, je narobe, tle nisi dosti dober, tole je za nič. Kaj mislite, kakšno bo vaše počutje? Kajti tudi to so afirmacije. Torej, biti čuječi tudi, kar se tiče vašega in vašega duha. In naše telo, velikokrat smo v krču, velikokrat smo zakrčeni, velikokrat smo zasedeni, velikokrat se niti ne opazimo, kako zelo se narobe držimo, narobe hodimo in tako naprej. In te drobne stvari, tudi te žogice, ki sem jih omenjala, to, da se čim bolj pogosto raztegnemo. A veste, te drobne stvari na koncu dneva, ko se seštejejo, postanejo pomembna reč. In boste videli ne takoj, ampak čez nekaj časa, kako se bo ta učinek poznal. In teh načinov je ziljon. Saj veste, beremo v revijah, pejte zadnji nadstropje peš, pejte čim večkrat peš, ne po stopnicah, ne, seveda ne z dvigalom in tako naprej. Pazite, recimo, ko nosite težko, dajte raje v 2 vrečki, ne v eno, sploh ženske, ki imamo v torbicah s seboj, kar celo stanovanje uravnovesite, pravi, da nismo tako, pa nismo tako in tako naprej. Kako se sklanjamo, kako se dvigujemo. Veliko je teh stvari, tudi v mojih oddajah je bila tudi Sabina, ki nas je učila, kako pravilno sedeti, je bila tudi moja Iza, kateri jaz vsak teden hodim, ker nam je tudi veliko informacij povedala, tudi veliko tega gradiva lahko najdete tudi v že mojih preteklih oddajah, da ne govorimo o internetu. Torej, dragi moji, izkoristimo YouTube in socialno omrežje tudi zato, da najdemo bolj zdrave, bolj pozitivne, bolj, bom rekla, kvalitetno hranljive vsebine za svoje srce, svoj svoj duh, svoje telo in prav vsak svoj dan. Jaz upam, da vam je bila tale prva oddaja všeč. Kot rečeno, govorili bomo tudi o mindsetu, govorili bomo tudi o določenih takih trikih, drobnih navadah, ki si jih lahko nekako ponotranjimo in se jih navadimo na tedenski ravni, na mesečni ravni in še marsikaj zanimivega. Se mi pa zdi, da to je nekaj takih preprostih zadev, tehnik, kot sem jaz prej rekla, sladkorčkov, ki si jih lahko privoščimo tekom dneva in s tem naš dan nekoliko polepšamo, sebe sprostimo in predvsem obogatimo z ljubeznijo, z lučjo in s tem, da smo mi sami seboj bolj čuječi, bolj prisotni in bolj v stiku, kajti večkrat, ko bomo sami sebi kaj povedali, če tudi je naučeno, večkrat bomo se navadili pogovarjati sami s seboj in bomo zaznali tudi tista sporočila naše duše, našega telesa, našega našega spirita, ki jih sicer morda spregledamo. Torej, dragi moji, najlepša hvala za vašo družbo. Kot rečeno, vesela bom tudi vaših predlogov. Poglejte še v opisu pa na moji spletni strani določene stvari in se vidimo drug teden.